Radio Rubin in tvojih 60 minut. Dober dan, voščim Erika Koncut, dobrodošlico na valovih Radia Rubin. Želim tudi našemu današnjemu gostu, članu ansambla SNG Nova Gorica, igralcu in kantautorju Iztoku Mlakarju. Ja, enako, hvala za povabilo. Začela bi kar z vašo odločitvijo, da postanete igralec. Kaj je bil vzvod za to odločitev? Zdaj to ni, da bi se zgodilo na eno noč, ne? Oziroma da bi se zgodilo nekaj tazga, da rečeš, za to pesem, to bom delal v življenju in tako naprej. To počasi ratava, zori ta ideja. Po drugi strani je tako, če nisi za nič bolj pametna, če ne moreš jih postati atomski fizik, mogoče ena varijanta tudi, da želiš od tega, da delaš norce samo čas. Odraščali ste v ruskih blokih v Novi Gorici, torej kako je na vas vplivalo to čezmejno okolje, meja, italijanska televizija? Strašno. To področje je itak tako prepleteno eno z drugim. In meja, preko da bi kaj preprečevala, ne? Jaz skozi vsa ta leta, skozi svojo mladost prej omogočala, da si pogledal malo čez kantone, čez konfin. Je jasno, da te ta prostor opredeli, se vsakega. Nisem samo jaz se rodil tam v tistih ruskih blokih, je kar nekaj men, ne. Vse je nekako določila ta meja, ta bližina Italije, bližina kulture, od katere smo vsi nekaj imali. Za vami je več kot 60 vlog, verjamem, da je težko katero izvzeti iz paketa, ampak je katera vloga oziroma katera predstava kot celota, v kateri ste sodelovali, na katero ste še posebej ponosni oziroma pri kateri ste se morda še posebej spotili? Potem se jaz pri vseh predstavah. To mogoče zdaj na stara leta malo manj. Meni so zmeram delali, vsaj zmenjeni smo bili tako, da delajo po 2 kostuma, zato ker če smo kakšno stvar bolj pogosto igrali, ker zmeram enega premočim. Zdaj pa, da bi kakšno izpostavil, jih je kar nekaj. Če ste jih vi našteli 60, kaj če mi izpostaviti, od Rdečih nosov, prav na samem začetku, prav prva vloga, četrti lakaj v Leons in Lena, nema vloga. Potem jasno, Rdeče nosove sem še rekel, definitivno Plešasta pevka, pa Čakajoč Godoja, jih je kar nekaj, ki se jih z veseljem spomnim, se mi grozno pri srcu, recimo tudi eno od vlog, ki je kriva za to, ker sem se takrat zvil gležen grdo in mi je kriva za to, da se jo jaz edini verjetno zmeram spomnim takrat, ko je dež, zato ko me tisti gležen boli. Tega je dosti, če bi zdaj našteval, porabimo te pol ure, strašno hitro. Posebej ste se posvetili pantomimi, koliko je to izrazoslovje obraza in telesa pomembno na odru? Jaz mislim, da dobro, ne pa vsaki predstavi, odvisno od stila. Sam sem si pač zamislil, da bo to uporabno tudi pri mojih nastopih, ker je to pač pantomima deluje na enem zanimivem principu, da ponavadi vidiš tako, recimo, vidiš posledico, vidiš vzrok in potem pri človeku posledico, ne? In ti svojim telesom nakazuješ samo posledico, recimo ugriznete pes ali pa potegnete prijatelj za rokav in ker pokažeš posledico, sklepaš na vzrok. Skratka, z pantomimo lahko ustvariš svet iz niča, sugeriraš publiki in je to pač eno sredstvo več od besede. Tako da zdaj, koliko to vpliva na ostalo igro, ne vem, ker je gledališče tako zanimivo zaradi tega, ker je tako različno. Ti ne moreš zdaj pantomime uporabljati, ker je štankare, bo se usmili. Pač vseeno znanje več in za tisto, kar sem jaz si zamislil, sem to absolutno rabil. Sem šel k mojstru Valdesu in me je ogromno naučil. V nadaljevanju o mladih, vzornikih, humorju
ostanite z nami. Igralec in kantavtor Iztok Mlakar je današnji Robinov gost. Pred skladbo sva načela tematiko pantomime, bi tudi mladim igralcem priporočili, da se posvetijo tudi takšni podrobnosti in da tako obogatijo njihovo delo. Jaz mislim, da je zmeraj dobro za igralca, če malo razmišlja izven okvirjev, ki mu jih daje inštitucija. Ti se ne moreš objesiti na poklicu samo na tisto gledališče, v katerem si zaposlen. Zmeraj me zanima, koliko mladi razmišljajo izven okvirja. Če se sprijazniš s tem, da bojo drugi odločali o tem, kaj boš delal, kako boš delal. Dobro, seveda, da moraš, če si zaposlen v gledališču, jasno da, in tudi to je en lep del posla in lep posel. Fajn je, da zmeraj misliš še malo več in ni mu zdaj pantomima, lahko karkoli. Zmeraj sem vesel, če vidim mlade igralce, da se lotiš česa drugega izven inštitucije. Pa se smatrate za dobrega opazovalca družbe ali zgolj za nekoga, ki si upal stvari povedati na glas, zapisati na papir, kako stvari stojijo? Če bi samo bil opazovalec družbe in bi to zapisal, bi bil novinar, ne vem, ali pa je politik, kaj pa vem. Se ni stvar samo v tem, stvar je v tem, da ne moreš samo opazovati družbeno anomalijo v družbi, ampak tudi ljudi kot take. Naša pot je malo drugačna. Sporočanja in prepovedovanja. Je kako bi rekel, ne smeš poznati samo to, kar je narobe, ampak moraš poznati tudi ljudi. Moraš poznati tudi, kakšne besede na človeka deluje. To je precej zapleteno, mislim, zveni zapleteno, se drugače pa gre to po naravni poti. Zasledila sem vaš citat, ki mi je zelo zanimiv. Moja tarča sta moč in neumnost in dialektika, po kateri neumnost pride na oblast. To je strašno enostavno povedano, ampak ta reč, kako neumnost pride na oblast, obstaja ena molitev komedijanta, pravi, Bog naredi, da bo zmerom neumni na oblasti, naredi, da bo krivica, da bo ljudje jezni, da bo vse tako narobe na svetu, ko je, tako da bomo mi komedijanti zmerom imeli kaj zadelati. Ne da bi kaj popravili svet, da bi bil toliko prevzeten, da bi mislil, da s tem lahko kaj spremenim. Čelo, kakšnega spravim v smeh, da mu naredim lepši dan, je moje poslanstvo narejeno. Brala sem, da je humor nekako pot do sprememb, smejati se iz lastne nesreče, dejansko način, da lažje preživimo težke izzive, torej da nanje vržemo nekaj ironije. Ja, če recimo, kakšen način ima humor? Humor v bistvu daje koražo. Stvari, ki so lahko zelo nevarne, ali pa grozeče, ali pa se jih ljudje bojijo, na en način dela manj nevarne, jih relativizira, da rečem, postavlja pod vprašaj in se heca tudi stvari, ki so hec je najboljši, kadar je zmeraj iz tistih stvari, ki se jih tudi bojijo, ali je oblast, ali je smrt, konc koncev, oziroma absurdnost našega obstoja in tako naprej. Ampak da bi se pa prav revolucija delala s humorjem, pa še nisem slišal. Čeprav začne pa se lahko, počasi. Koliko pa so na vas vplivali Totò, Benigni, Paolo Villaggio, mogoče še prej Vittorio De Sica, torej te ikone italijanske komedije? Ja, pa tudi ne samo italijanske, tudi Charlie Chaplin, skratka vsi ti komedijanti, ki niso bili samo igralci, interpreti teksta, ampak tudi avtori. Večinoma so ti ljudje bili tudi glasbeniki. Chaplin je pisal sam glasbo za svoje filme, Totò je bil avtor nekaterih velikih uspešnic in tako naprej. Seveda, jasno, to je pa ne smemo pozabiti, seveda, absolutno ne, Frana Milčinskega Ježka, ki je v našem prostoru unikum, je tudi človek, kot Italijani lepo reče, tutto fare, ki je delal vse od tega, da je pisal pravljice, scenarije, pesmi, nastopov, bil stand-up komedijant, bi se danes reklo. Ja, seveda, to je na mene strašno vplivalo in to že prej, ko sem se odločil sploh za akademijo. Zdaj, v koliki meri,
nisem nikoli meril, definitivno, da zelo. Časi za kratek predah, ostanite v naši družbi. Iztok Mlakar ostaja v naši družbi, dotakniva se sedaj komedije dell'arte. V čem vas je tako očarala v tem, da tako vpleta jezik kot inštrument komunikacije mogoče? Ja, recimo, če smo prej omenili Totoja. Toto je malček hendikepiran v primerjavi s Chaplinom, ker so njegove igre res na principu komedije dell'arte. Medtem ko Chaplin je imel pač izhajal iz angleške pantomime, oziroma on ni bil vezan toliko na besedo kot to. To je pa seveda iz komedije dell'arte in je vezano absolutno na besedo, zato ga na besedne igre, na specifiko italijanskega govora, zato tako da je ni imel dosegel take svetovne slave nikoli kot Charlie Chaplin. In pri komediji seveda je uporaba jezika fenomenalna, tudi dialektov, če hočemo, ker dialekti zmeraj označuje posameznika. Podobno probam delati tudi jaz v pesmih, prav v gledališču tudi. Vsak človek ima en svoj specifičen govor, ki ga označuje. In te fiksne stalne maske, ki jih imaš v komediji dell'arte, vsak govori svoj jezik. Pantaleone, trgovci z Benetk, govori beneščino, potem Dottore, ki je intelektualc, govori polonsko, pač univerza in to. Skratka, Zanni, najbolj ta nizek Fakin, ki nosi tovore in ga vsake ima 5 minut cajta nabriše, ki nosi tovore, preprost človek govori padanščino in tako, Ja, fascinacija, to pa fascinacija seveda pri komediji dell'arte tudi njihova telesna izraznost. To so ljudje, ki so igrali ogromno s telesom. Tudi v krajih, kjer italijanščine niso razumeli, so se izmislili poseben jezik, pač rečejo angleški, amerikani gibberish, italijani gramlo, ki je samo oponašal neke glasove z redkimi besedami v originalnem jeziku, ki so nastopili, recimo, če so šli v Franciji, je gramlo zvenel tako približno. Skratka, oponašali so samo zvok in s telesom nakazovali, kaj se dogaja, kakšni so odnosi, tako da navdušila me njihovo znanje obrti, tako da rečem. In temu, mislim, se mi zdi fajn malo posvetiti pozornosti v gledališču. Nekaj, kar prej nisva menila pri vicih, v Sloveniji, za razliko od drugih držav, velja pravilo, da se lahko smatraš za znanega, ko se pojaviš v križanki. V drugih državah pa, ko si del vica. Se strinjate? Ja, če se pojaviš v vicu, je to že zelo visoka kategorija slave. To je kar nekaj. Se vemo, da Berlusconi je v svoji založbi Mediaset izdajal knjige z vici na svoj račun. Dobro, verjetno jih je skrbno redaktiral, ampak to je nekaj drugega. Zdaj pri nas v vicih so seveda samo politiki. Mi tega, umetniki tega ne dosežejo, kaj tako visoko. Kar se pa križanke tiče, ampak slava. Kaj tiče slava, mislim. Če komu kaj pomeni to, kar narediš, odlično. Če cenijo to delo, perfektno. To drugo je bolj razupitost, da rečem prav tak slovenski izraz, pa ne pomeni kaj dosti. Danes na Robinu rišemo portret igralca in kantavtorja Iztoka Mlakarja. Pred skladbo sva načela tematiko slave. Kaj pa vam pomenijo nagrade? Nagrade, vsaka reče, niso tako pomembne, jih malo sam pri sebi gleda laže, da to bo zvenelo bolj skromno. Nagrade v vsakem primeru priznanje in če ga dobiš, je fajn, zakaj da ne. Najbolj pomembne so seveda nagrade za mlade ljudi,
Za tiste, ki šele začenjajo, jaz vem, tudi če se spomnim sam, sem se najbolj spomnim ta prve, ker tista ti odpre vrata in reče, vidiš, tudi tebi se lahko zgodi. Ne, tudi ti si lahko tega vredno. Se pole, doskrat se zgodi, bi jo zaslužil, pa jo ne dobiš, pole dobiš eno tako hrbet, ki se reče šurpo, kot ki pa i ta, ne. Ampak vsake si seveda definitivno vesel, ker ne pridejo kar tako, no. In je pa dejstvo, da tista nagrada najlepša, ki jo imaš, je po vsakem nastopu, ki poče aplauz, tisto je res lepo. Da nujno rabiš tisto, da ljudje pokažejo, so zdi ploskanje, ma sej, če si star mačk na odri, zavohaš z dvorane, ali je bilo fajn, ali ni bilo fajn, še preden prvi udarijo roko ob roko. Še posebej pri komediji ta tišina, če se ustvari med predstavo, nekaj pove, a ne? Ja, no, komedija je zelo težek žanr. Mislim, če ni interakcije med publiko in ljudmi, vedno pozabljajo. Včasih tudi režiserji, da je pri komediji na odru zmeram še en igralec, ki ga ni v zasedbi na gledališkem listu. In pride takoj, ko se začne prva predstava, in to je publika. In ta sodeluje zraven, ni nujno samo smeh, ampak že čutiš, začne vdihati drugači, neka tišina rata. Najhujše pa seveda tista tišina, ki veš, da je predstava šla v temo, v napačno smer, na izgubljeni poti. In je tišina, samo vsako toliko, da prikašljanja, pole slišiš, kako ona gospa je doprla torbico, nišče bombone noter, pole, tisto je peklo za igralce. Komedija, seveda, rabi interakcijo s publiko. To ni druge poti. Še malo na epidemijo bi se rada osredotočila. Vas bo ta izkušnja z epidemijo navdihnila za novo zgodbo oziroma nov projekt. Recimo pri Pašjonu ste nekako razlagali, da ste želeli dati glas tistemu, ki se ni mogel braniti, torej zli duhu. Boste sedaj dali glas epidemiji, ker se tudi ona ne more braniti, vsi pa na njo valimo krivdo. No, moram reči, da je zanimiva ideja. Tako še nisem pomislil na epidemijo. Zaenkrat je tako, dejstvo je pri komediji, da moraš ti stvar, da rečem prav, epidemiološko preboleti. Da ta stvar gre mimo in ko vidiš distance, ko vidiš razdalje, časa, ali prostora, je pogled bolj komično naravnan, Tako da zdaj zaenkrat, ne vem, so pa posamezne idejce, ima realizacija še dalče. V nadaljevanju pa bova gotovo glas dala igralskima kolegoma Matiji Ruplu in Urški Taufer takoj po predahu. Pri ustvarjanju portreta Iztoka Mlakarja, člana ansambla SNG Nova Gorica in kantavtorja, sta nam tokrat pomagala Iztokova kolega Matija Rupel in Urška Taufer. Predlagam, da jima kar prisluhnjiva, vam pa prepuščam odgovore. Ja, Iztok, lep pozdrav. Živijo, Iztok. Tukaj sva Urška pa Matija. Tako. In zdaj vprašanj je v resnici ogromno, ki bi ti jih rada postavila. Nekako sva eno selekcijo naredila. A boš ti prva? Ne, bom zadnja. Boš ti zadnja. Se pravi, nekaj, kar mene blazno zanima, je, ko se sprašujem o, imenujmo jih, vzornikih in ljudeh, ki so na področju umetnosti kaj dosegali, se sprašujem, o čem se oni sprašujejo, kakšna so njihova vprašanja. In zaradi tega bi tebe rad vprašal, če bi imel priložnost, da se pogovoriš recimo da s Chaplinom ali pa z Darjem Fojem ali pa s komerkoli od velikih imen zgodovine, kaj bi jih ti vprašal?
Ojej. Takrat, ko sem bil mlad, vem, kaj bi sprašal, ne? Kako se do tega pride, kako to narediš, kako je. Ma zdaj, ko sem star, bi bilo vprašanje verjetno malo dražno. Seveda bi vprašal tudi to, jasno, da. Recimo, zanimivo mi je pri Chaplinu, kje se je on naučil teh svojih mimičnih znanj. Itak je bil že iz familije, ki je ogromno nastopala, razsute familije, ki je poznala ta angleški vaudeville musical. Ali pa Totoja, tudi njegova štorija je. Ampak verjetno, če bi zdaj te ljudi srečal, bi bolj spraševal po njihovem osebnem življenju, ne, po njihovi biografiji, ne, kdaj je ratalo Darju Foju, arhitektu, jasno, da boljši, da namesto da dela hiše, da dela norce sam sebe. In take reči, bolj življenjske, kukar strokovne. Potem pa me še zanima, na podlagi vsega, kar si že dosegal, na podlagi vseh zgodb, ki si jih povedal, me zanima, a obstaja ena ultimativna zgodba, če se lahko tako izrazim. Kaj je tisto, česar nisi še povedal, česar se nisi še dotikal, ampak se ti zdi nujno, da moraš o tem spregovoriti. Pa naj bo to, ne vem, gledališki tekst, knjiga, v smislu glasbe, karkoli. Ja, vsakič znova. Vsaka nova je ultimativna. Vsaka tista, ki pride pol, ne, mislim, vsako reč je fajn delati tako, da je to zadnja, ko delaš v življenju. Če rečete, nikdar nobena stvar ni vržena pod mizo. Ni narejena samo zato, ker bi bil že cajt, da nekaj naredim. Ampak zato, ker je cajt, da sem to naredil. Ne vem, če sem prav, ker čutim, da to moram narediti, ker ne morem iti naprej, če tega ne naredim. Ne zaradi tega, ker bi mogel na vsako toliko nekaj narediti, ker je to nujno, bom pa nekaj spackal, nekaj na hitro, če ki dobim kaj. Aha, bom pa kar to, se ji tak ne bo noben poslušal. Ne. Vsaka stvar, ki jo delam, ne delam za prmej duš, ko bi rekli. Tako da ultimativna je vsaka nova. Ne? Urškina vprašanja pa slišimo po predahu, ostanite blizu. Današnji portret igralca in kantavtorja Iztoka Mlakarja zaključujemo z vprašanjama igralske kolegice Urške Taufer. Človek, ko pogleda nazaj na svoje življenje, se spomni enih stvari. Ne? In kaj so recimo eni taki tri iskrce spomina, ki se ti zdijo v bistvu najbolj pomembne za tvoje življenje? Kaj so te neki trije spomini? Tu pa je šla globoko. Ja, tri iskrce. Ma prav, da tri, da bi dobil verjetno tri iskrce. Čeprav niso iskrce. Se pravi, jaz sem bolj počasen človek, pri meni se bolj dohaja na dolge proge. Ampak gotovo so tu trije. Mogoče ga še več, ma niti ne. Ljudje, ki so mi v življenju srečal, ki so mi prišli na pot in so ob meni še zdaj ne delajo tazga, ko sem. Kaj sem? Moja žena, moj sodelavc, še jih je mogoče, no, ni muzda, je tista roka, na katero ne šteješ lik mizarjeva, no, ampak to je gotovo nekaj, kar me je naredilo tazga, ko sem. Se pravi, ampak če pomislim prav na iskrce, teh iskrce je dosti, se pravi, zdaj, če pomislim se v spominu, kar iskri od tega. Ampak gotovo so pa to ljudje, ki so mi na poti pomagali oziroma me naredili tazga, ko sem. No, četrto vprašanje pa je, pride recimo mlad igralec v gledališče, ne? In ti ga zdaj pogledaš in si misliš dve možnosti. Ali ga mali, pismo rosno, kaj ima vse še pred sabo, ali bo gorel še, kaj vse ima še pred sabo. Ne? No, kjer od tega in v povezavi s tem, recimo, da ti zmanjka navdiha. Kaj vzameš v roke ali pa kje najdeš spet to iskrco, da ti da zagon, če obstaja kaj takega?
pa da ni tvoja kitara? Ja, zdaj težko je reči ali A ali B. Ne? Nisem v tem smislu in eno in drugo. Definitivno, ampak jaz zmeram tako, da če ne poznaš B, ne poznaš A. Ne? Oziroma, če nisi deležen tega, kar boli, ne boš deležen tega, kar je fajn. Ne? Ker samo tisti človek, ki ve, kaj je solza, se bo znal smejati. In zdaj za mulota, ki prije ali pa mulu, no, ki prije na novo gledališče, me prvo zanima, koliko razmišlja izven okvirjev. Koliko je v njem še enega tistega, da bi naredil še več kot tisto samo, kar je služba od njega zahteva. In če je toliko prefrigan, da proba še kaj druge, da pa mahari če zaide, se ji še mlad, ima taj pred sabo. Samo da ne ostane v tem, v okvirjih tega, kar se mu daje direkt na pladan, se mora reči, da moja generacija tega v tem smislu bila bolj razvajana kot ta zdaj. Ampak da je inovativen, da bi rad še to, da bi rad še uno, da bi rad še tretje, ker če ostaneš v inštituciji in si vas nesrečen, ker ti ne ponuja vsega tega, kar bi ti po toje moglo, ker ti ne more, mislim, nobena te ne more dati vse tisto, kar si ti predstavljaš, da bi moglo biti toj karijeri. Zato je v tem poklicu toliko teh nesrečnih godanjačev, ne? Pač je pač tako, da se moraš poskrbeti jase. In če ima to ico mulo, to da bom se pustil dobro vredi in naredim vse, kukar se bo dalo dobro, pa bom še kaj drugo zapravo najti. Vem pa legem, da je na pravi poti. Tisto drugo vprašanje, ki najdem navdih. Se spomnim zdaj na Einsteina, ki so ga vprašali, ki on dobi ideje za svoje reči, ne? In je rekel, ja, grem na sprehod. Tudi jaz, dosti grem na sprehod. Ampak grem na sprehod v park. Reče ta novinar, pa gospod Albert, vi vzamete s sabo vedno beležko. Ne, je rekel, veste, dobro, da se jih višno zapolniš. Ni treba pisati. Če rečete, navdih pride sproti in če ga reš jeskati, ne boš našel. Tako da ne gre za delati, ki jih greš ven, delaš kaj druga. Pole zna biti, da te hitro udari nekje. To bi bilo pa fajn. In se lotiš dela. No in s tem smo prispeli do zaključnih potez vašega portreta, Iztok Mlakar. Hvala, ker ste bili v naši družbi in vse dobro. Enako.